Lepo pozdravljeni na uvodnem oziroma predstavitvenem videu novega podcasta z naslovom Gola Slovenija. To je podcast, v katerem bomo razgalili to, kar se skriva med vrsticami. Živijo. Moje ime je Teja Bažon, predstavljam se pa pod umetniškim imenom Teja Lumina. Sem moderna čarovnica in vodnica skozi nevidni svet. To pomeni, da imam zelo izurjeno intuicijo in tako lahko vidim in čutim energije, ki so sicer skrite očem. S pomočjo introterapije pa te lahko vodim k odkrivanju lastnih potencialov, kjer tvoje strahove spremenimo v moč, tvoje dvome pa v jasnost. Introterapija je moj avtorski pristop k terapiji, ki seže zelo, zelo globoko v podzavestne vzorce, strahove in blokade. Usmerjena pa je v to, da se s pomočjo energijskih iger in simboličnih zgodb na lahkoten način soočiš s tistimi najtežjimi čustvi in občutki, ter jih seveda tudi uspešno premagaš oziroma reprogramiraš. In da bi ta svoj talent izkoristila še kako drugače, ter z njim pripomogla k morda lepšemu in boljšemu svetu, sem se odločila, da bom preko tega podcasta razgalila našo Slovenijo, naše politike, medije, dogodke, influencerje in tudi druge aktualne zadeve. Namreč tekom zadnjega referenduma sem dobila neko pogled v to, kako veliko ljudi ne razume, kaj so to resnične informacije in kaj so to lažne informacije. Dogajalo se je ogromno manipulacij, širilo se je ogromno laži, predvsem pa, kar sem najbolj opazila, je bilo to, kako pomembno je, da gremo na volišče in oddamo svoj glas. In ker se zdaj bližajo parlamentarne volitve, ki bodo morda ene najpomembnejših volitev v zgodovini naše ljube Slovenije, sem se odločila, da ustvarim ta podcast in preko njega delim svoje vtise glede političnih strank, njihovih predsednikov in tudi pač ostalih pomembnih politikov znotraj naše države. Morda pa tudi zunaj po svetu. Bomo še videli. Naj poudarim, da jaz nisem noben politični analitik in nimam nobenega doktorata iz kakšne politične zgodovine. V bistvu nimam pojma o politiki in politika me absolutno ne zanima, ampak jaz sem bolj tukaj tista čudna sova, ki opazuje nekje iz ozadja in zavoha resnico, ko se ta še skriva nekje v grmovju. Torej, moj namen tukaj je sleči Slovenijo, sleči politike in pogledati, kaj se skriva za masko, ki jo predstavljajo svetu. Ampak to seveda želim narediti na igriv, zabaven, sproščen način in pa tudi kulturen način. Seveda je moj namen ostati čim bolj nepristranska in neopredeljena. Logično, delila bom svoja mnenja, delila bom svoje poglede, ampak ko bom delila nekaj, kar izhaja iz mene, bom to tudi seveda povedala. Ker moj namen namreč ni tukaj vsiljevati kakršnihkoli mnenj ali pogledov, pač pa bolj predstaviti nek svoj vidik in ti tako omogočiti, da dobiš neko širšo perspektivo in se potem sam odločiš, kaj je tisto, kar dejansko rezonira s tabo. Seveda nimam tukaj namena Slovenije razdirati, ampak ravno obratno. Želim prispevati k temu, da se združimo, da poiščemo neko sredino, torej neko resnico med enim in drugim polom. S to serijo pa želim predvsem to, da tudi sama dobim več motivacije za spremljanje politikov, kajti sem mnenja, da je politika, čeprav je ful dolgočasna in zelo nezanimiva, vseeno zelo, zelo pomembna za naša življenja. In če volimo dobre politike, bomo seveda imeli tudi dobro državo. Ampak dobrih politikov ne moremo voliti, če o njih ničesar ne vemo oziroma če se o njih ne pozanimamo, če nas ta tematika ne zanima in če se odločamo na podlagi nekih njihovih praznih obljub. Moj moto tukaj v tem podcastu bo bolje išta nego ništa, torej boljše vsaj nekaj kot pa nič.
ni mi point predajati nekih učenih informacij, ki so dolgočasne ali pa nekih takih, kaj so nekih poglobljenih dejstev, ampak bolj mi je pomembno to, da spoznamo politiko na nekoliko bolj igriv, sproščen in pač zabaven način. Lahko bi tudi temu rekli, da bomo spoznavali politiko na amaterski način, ampak s profesionalno noto energijskega skeniranja. V tem pa sem zelo dobra. Predvsem si želim, da bi s tem podcastom politiko približala mladim ljudem in pa tudi tistim ljudem, ki jih politika niti slučajno ne zanima, ki jim je dolgočasna ali pa se je na veliko izogibajo. In tukaj smo spet tam pri tem motu. Bolje išta nego ništa. Če bom vsaj par ljudem in sebi uspela ustvariti neko zanimanje, vsaj zanimanje za politično dogajanje, bo ta serija dosegla svoj namen. Skupaj smo močnejši, skupaj lahko dosežemo več. Torej, če povzamem, komu je namenjena ta vsebina? To ni podcast za politične fanatike, ampak je podcast za vse, ki se radi smejijo, učijo, razumejo svet na drugačen način in ne da bi se mogli seveda za to prebiti čez 200 strani dokumentov. Politiko bom namreč poskušala predstaviti na zelo slikovit in razumljiv način, predvsem pa se ob tem zabavati, tako jaz kot zabavati tudi vas. In kaj točno bom počela v tem podcastu? Kot sem že omenila, slekli bomo Slovenijo in ker se bližajo parlamentarne volitve, bomo začeli z našimi najbolj pomembnimi politiki in njihovimi strankami. Vsakega od pomembnih politikov bom energijsko poskenirala in slekla to masko, tako kot to počnem recimo za svoje kliente, ampak seveda, pri teh vsebinah bomo ostali znotraj nekih okvirov njihove javne prisotnosti. Ne bom se spuščala v njihove osebne energije ali pa intimne energije, zato ker to se mi ne zdi niti etično, niti moralno. Torej, delila bom to, kar jaz čutim in zaznam ob njihovi energiji, s tem pa bi rada tudi vam predala neke nove vidike ali perspektive njihove osebnosti. Tako se boste, predvidevam, tudi vi lažje odločili, kaj čutite o posameznem politiku, novinarju, influencerju in ostalih dogodkih. Preko tega energijskega skeniranja pa tudi upam, da vam bom uspela predati čim bolj kvalitetno znanje glede tega, kako sploh čutiti in zaznavati energije, oziroma kako prepoznati energijo človeka na podlagi njihove obrazne mimike, telesne govorice, ton glasu in občutka, ki ga vzbudijo v tebi. Mene osebno tukaj predvsem zanima, kaj se skriva pod izjavami, pod fasadami, pod navideznimi konflikti. Zanima me, kateri strah, katera motivacija oziroma katera laž v ozadju dejansko vodi neke dogodke. Tako da, če želiš tudi ti Slovenijo videti golo, torej brez filtrov, brez mask, brez manipulacij, brez laži, potem si na pravem mestu. Že naslednji teden prihaja nova epizoda, kjer bomo začeli v bistvu z globljim vpogledom v to, kaj je to sploh parlament. Pogledali se bomo, kako parlament funkcionira in kakšno vlogo ima sploh v tej naši ljubi državi. Tako da, če ne želiš zamuditi te epizode, te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal z naslovom Gola Slovenija by Tea Lumina, in tako ostaneš na tekočem. Lahko pa seveda tudi pogledaš v opis videa, kjer najdeš link do moje spletne strani. Tam se lahko prijaviš na posebno mailing listo za to vsebino, kajti namen imam tudi deliti kakšne take vsebine, ki niso glih primerne za neko odprto javnost. In take vsebine bom pa delila seveda samo s tistimi znotraj nekega ožjega kroga, torej s tistimi, ki bodo prijavljeni na tej moj mailing listi. Tako da, dragi gledalci, drage gledalke, hvala za vašo pozornost in se že veselim, kaj bomo odkrili, ko bomo Slovenijo slekli do golega. Ciao.